Laščanka, devetošolka Sara Čopar je na nedavnem mladinskem prvenstvu v plezanju v Italiji postala svetovna mladinska prvakinja. V kombinaciji novi olimpijski disciplini, ki združuje hitrost, težavnost in balvane, je bila najboljša. Tretji dan pouka so ji na šolskem dvorišču podružnične šole v Debru pripravili sprejem, vodstvo šole in občinsko vodstvo. Za njen uspeh pa so ji zaploskali in ji čestitali. Sem Sara Čopar, svetovna mladinska prvakinja v moji starostni kategoriji in najraje na svetu plezam. Tole je gotovo krona vsega, kar ste do zdaj počeli na področju plezanja. Ja, vsekakor, da je to najboljši rezultat mojega tekmovalca, tekmovalke, da je to kar zlata medalja, še toliko lepše. Res sem zelo vesel, no, da se v bistvu eno tako delo, ki ga dolgo časa delaš, potem pa vse naenkrat poklopi in dobiš celo svetovno prvakinjo. Mislim, da je dosegla v svoji kategoriji več ne moreš, ne? In prav gotovo je Laško ponosna tudi na svoje plezalce iz preteklosti, ker v bistvu dejansko so v bistvu ti spodbudili, da je tudi ona začela plezati. Vse pa gre predvsem zasluga staršev in pa trenerjem, da so pripeljali do takšnega rezultata, kot ga je dosegla. Vsaj 2 devetki je omenil gospod župan. Si v 9. razredu 9 let plezaš, a obstaja še kakšna 3. devetka? Ne vem, če. Zdaj, 9 ljudi imam res rada in so mi res blizu. To je predvsem njen trud. Mi pač pomagamo, koliko lahko, s prevozi, z nekimi nasveti, pač kar se pač dogaja v družini, drugače pa velika zasluga gre pa trenerjem. Trenerjem in njej, ker to pač individualni šport in to moraš sam v bistvu. Sara pravzaprav se s tem ukvarja 9 let. Vi se nekajkrat 9 let ukvarjate s plezanjem, ne da? Ja, jaz se pa že 35 let. Tako da je že dolgo, ja. 9 let trga dela, to ni malo časa in toliko let trenira za to, da dosežeš tak rezultat. In da ga dosežeš je izredno lepo in pa dobro in pa pomeni tudi, da Sara zna trdo delati, ker mogoče malo Slovencem v kakem trenutku nasplošno danes manjka. In samo s trdim delom se da to doseči in Sara je bila pač delovna in pa tudi predana svojemu športu in rezultat ni zastal. Ja, če ni ravno vsak dan, treninga je veliko, ali so tule v Sloveniji, ne vem, Celje, Ljubljana, Koper, tam je veliko treningov čez vikende v tujini. Zdaj, kar reprezentanci še grejo par dni tudi, je sama. Drugače pa potem, če ni treninga čez dan, je doma sigurno. So vaje za moč, tako da v bistvu vsak dan. Bo tudi usposabljanje za tvoj bodoči poklic, se pravi srednja šola in vse naprej v znamenju plezanja? Ja, upam da. No. Zdaj namenam iti v srednjo šolo na Lavo, na Kajuha, v športni razred, tako da bom lahko pa usklajevala šolo s treningi še lažje. Vi ste pravzaprav naložili težko breme. Vidite jo na olimpijskih igrah? Ja, jaz mislim, da ona je pač po karakterju v plezalnih vodah in da bo vztrajala na tej poti in da če ne bo kakšna večja poškodba, bo verjetno prišla tudi v vrh članske konkurence. Kaj si pravzaprav najbolj želiš v naslednjih letih doseči? Najbolj želim si uživati v tem, kar počnem in še naprej plezati in v tem res uživati in normalno dosežeti še več takšnih rezultatov. In kaj si želite v naslednjih letih? Da ostane taka, kot je, kaj veliko spreminjali, ne bi radi, ne. Je pridna v šoli, pridna doma, vesela. Če bo to v plezanju uspela, sam veseli.